Danes bi rad predstavil, kako in na kakšen način bomo izpolnili zavezo, ki smo jo podali v Novem mestu pred dobrim tednom dni. Gre za rešitve, ki so primarno zgoščene v Šutarjevem zakonu, nekatere od njih pa naslavljata tudi druga dva zakona, Zakon o mladoletnikih pa probaciji. Tri so področja, na katera se želim posebej osredotočiti. Prvo področje je, kako povečati varnost vseh državljanov in državljank v Sloveniji, kjerkoli prebivajo. Drugo je področje, kako imeti bolj učinkovito kaznovalno politiko do prekrškarjev, kako imeti bolj učinkovit pregon kriminalnih dejanj in na kakšen način zagotoviti, da se bodo določeni vzorci prenehali izvajati. Tretje področje je pa povezano z, jaz ga imenujem, občutkom nedotakljivosti, v katerem živi sicer majhna, pa vendar zelo vidna skupnost na območju jugovzhodne Slovenije, za katero so prepričani, da se jim, ker so na socialnih pomočeh, ne more zgoditi nič in da jim je dovoljeno vse. Gre za tri med seboj povezane teme, za katere verjamem, da jim moramo dati vso prioriteto, če ne želimo, da zadeve eskalirajo še bistveno bolj, kot so do sedaj. Zato se bomo osredotočili samo na te tri teme. Prva tema, povezana z varnostjo, je povezana s tem, da se čim hitreje lahko zaseže orožje. Ne gre za nobene represivne ukrepe, gre za preventivo, da se orožju ne dovoli uporabe, da se orožju ne dovoli razkazovanja in da se, če pride do verjetnosti, da bi lahko z orožjem ogrožali življenje ali zdravje soljudi, lahko policija ukrepa hitro in učinkovito, tudi brez sodne odredbe. Poudarjam, ne gre za pregon posedovanja orožja in samo zaradi posedovanja vstop v stanovanja ne bo mogoč. Bo pa vstop v stanovanje brez odredbe mogoč takrat, ko se bo ocenilo, da obstaja ogroženost zdravja ali življenja. V takem primeru se lahko to orožje zaseže, ne gre za hišno preiskavo, gre za zasego orožja. Jaz ne vem, če rabim razlagati, zakaj je to potrebno. Žal živimo v svetu, ki drvi vedno bolj v čudne vode. Uporaba orožja se kaže kot eno od tistih področij, kjer pridejo do dogodkov s tragičnimi posledicami, še bolj verjetno. Pa če govorimo o strelskih pokolih čez lužo ali pa o strelskem pokolu v bližnji Srbiji, in počasi se žal taki dogodki tudi v naši soseščini že pojavljajo, tudi v urejenih državah, kot je Avstrija. Orožje, še posebej ilegalno, je žal ena od načinov, ena od poti, s katero take dogodke pospešujemo. Vzporedno s tem bi rad napovedal še eno zadevo, da bomo v najkrajšem možnem času na vladi potrdili tudi zakon, na podlagi katerega bo šel množičen poziv za predajo ilegalnega orožja. Želimo dati vsem priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona tisti, ki posedujejo doma ilegalno orožje, da ga lahko izročijo policiji, brez pravnih posledic. Na ta način želimo vsem tistim, ki imajo poštene namene, dati priložnost, da se tega orožja znebijo. Kajti po preteku tega obdobja bomo pa pričakovali od policije, da takrat, ko se pojavi zaznava nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in predvsem hitro. Drugo področje, ki bi ga rad izpostavil, je kaznovalna politika. Prevečkrat se je zgodilo, da smo zaščitili namesto žrtve, smo ščitili storilca. Prevečkrat. Zato je več sprememb na to temo predlaganih. Prva sprememba je, da se morajo predvsem kazniva dejanja telesnih poškodb, lahke telesne poškodbe in poškodbe ob uporabi orožja ali nevarnih predmetov preganjati po uradni dolžnosti. Ni več na žrtvi, da je ona tista, ki sproža ali celo umika zahtevo po pregonu, ampak morajo to opraviti uradni državni organi. Zato jih imamo, da zaščitijo žrtve.
Jaz sem bil pretresen ne samo ob dogodku v Novem mestu in uboju Aleša Šuterja, bil sem pretresen tudi na posnetki nemočne žrtve, ki leži na tleh, ko jo storilec brca v glavo in se ni zgodilo tudi v tem primeru popolnoma nič, kljub intervenciji policije. Ne bom iskal krivcev. Hočemo nasloviti to zadevo na način, da je to dolžnost, ne pa več izbira. Policija in tožilstvo morajo ukrepati v takih primerih in dokazi, kot so videoposnetki, morajo veljati kot dovoljeni v takih primerih. Ne morem pričakovati od nezavestne žrtve, da bo ona identificirala storilca. To je samo eden od, žal, velikega števila dogodkov, ki se nam dogajajo na področju nasilništva. In nasilništvu moramo reči ne. Odločno in učinkovito. Zelo podobno se mora spremeniti tudi zakonodaja v smeri učinkovitosti na področju bagatelne kraje. Bagatelne kraje so nekaj, kar je v večini Slovenije nepoznano, v jugovzhodni Sloveniji pa lahko beremo o teh primerih praktično vsak dan. Določene skupine pridejo v lokal, na bencinsko postajo ali pa v trgovino, si postrežejo in grejo. Pri tem so še toliko objestni, da tega niti ne skrivajo, niti se ne bojijo pregona. In veste, zakaj ne? Zato, ker je tožilstvo že pred časom ugotovilo, da je pregon bistveno dražji od škode, ki so jo povzročili. Zato je večina teh dejanj ostane ne samo nekaznovanih, tudi neprocesiranih. In seveda pri tistih, ki jim je dovoljeno vse, to, da niso kaznovani, ne deluje čisto nič preventivno, ravno obratno. Jih spodbuja, da s takim vzorcem delovanja ne samo, da ga nadaljujejo, ampak da ga celo pripeljejo do takih razsežnosti, da postaja danes eden najbolj motečih prav na področju vzhodne Slovenije. Ta namen se bo dejanje majhnih kraj prekvalificiralo v prekršek, prekršek, ki bo kaznovan z globo, ki bo učinkovito izvršena tudi na denarni socialni pomoči, če ne bo drugih sredstev in premoženja. In v kolikor tudi tega ne bo, bo sankcionirana z nadomestnim zaporom. Na ta način hočemo tudi objestnosti do tujega premoženja reči ne in dovolj je. Tako da bomo to učinkovito preganjali. Jaz verjamem, da je to eden od ključnih elementov zakona, Šuterjevega zakona, s katerim bomo prav v jugovzhodni Sloveniji prekinili z objestnostjo, za katero si upam trditi, da je bila eden od glavnih razlogov, ki je tudi pripeljala do uboja Aleša Šuterja. Zadnje, zaščita žrtev. Mladoletne mamice, predvsem pa njihovi otroci, so največje žrtve sedanjega stanja. Sedanjega stanja, ko marsikatera mladoletnica je dobesedno prisiljena v to, da ima mladoletna otroka s strani družine svoje ali pa svojega moža, dostikrat tudi mladoletnega. In največkrat je razlog za to, žal, sistem državnih socialnih pomoči. Sistem otroških dodatkov, po katerih je zakoniti zastopnik za otroka mladoletne mamice, nekdo, ki je seveda polnoleten, dostikrat sploh ne iz njene družine. Ta sistem, ta tako krog, tudi finančni, je potrebno prekiniti. Po novem zakonu, in tu se bo v zakonu še določene izboljšave seveda naredilo tudi, že zdaj povem, po novem zakonu mora biti zakoniti zastopnik za otroka mladoletnice izključno center za socialno delo do odločitve sodišča. Potem pa lahko sodišče odloči drugače. Ne more biti avtomatizma, da lahko tisti, ki je najglasnejši, vstopi v center za socialno delo in izsili denar zase, samo zato, ker je polnoleten, ker zna groziti in ker je povezan z mladoletno mamico. Center za socialno delo bo bil tisti, ki bo zakoniti zastopnik. V primeru, ko bo mladoletna mamica mlajša od 15 let, pa mora center za socialno delo sprožiti postopek preučitve odvzema takega otroka. Ne more več biti prepuščeno, da gre po liniji najmanjšega odpora, moramo narediti vse korake, da te otroke in tudi te mamice, ki so največje žrtve, iztrgamo iz tega začaranega kroga. To je naša dolžnost, vseh naš in države, kot tiste, ki morajo skrbeti za socialno blaginjo.
Jaz sem prepričan, ko bomo cel ta set ukrepov sprejeli, potrdili in začeli izvajati, bodo nasilneži spoznali, da niso več nedotakljivi. Bodo mali tatovi spoznali, da niso več nedotakljivi. In bodo tisti polnoletniki, ki izkoriščajo svoje mladoletne otroke za ustvarjanje lastnega bogastva, tudi ugotovili, da je dovolj. Jaz res verjamem, da smo na ta način učinkovito, hitro in odločno odgovorili na razmere, ki so se razpasle ne samo v jugovzhodni Sloveniji, ampak ki počasi žal se pojavljajo tudi drugje po Sloveniji. In ja, slišim in poslušam tudi opozorila stroke, slišim in poslušam opozorila nevladnih organizacij, pa vendar ne moremo se delati, kot da je vse v redu, ker ni. Ne moremo verjeti, da bo sistem, ki je 30 let dokazano ni dal rezultata, sedaj pa dal rezultat sam od sebe brez sprememb. Zato so te spremembe nujne. In čisto možno je, da boste v parlamentarni obravnavi našli še boljše rešitve. Še boljše v smislu, da boste še boljše namene, o katerih govorim, uokvirili v naš ustavni red. To tudi pričakujemo od vas. Pričakujemo predloge za izboljšavo teh sprememb, hkrati, da nikoli ne izgubite izpred oči, da je dovolj tega, da 30 let nihče ni sistema spreminjal. Naša dolžnost tega mandata in te koalicije je, da to izpeljemo. Hvala.